vas vabim, da skupaj pričnemo to naše današnje srečanje. Prav lep pozdrav v mojem imenu in pa seveda v imenu vseh tukaj zbranih na okrogli mizi ali pa na posvetovanju, kakorkoli že to današnje srečanje imenujemo, za temo priložnosti prleško-prekmurskega kmetijstva v krožnem gospodarstvu. Gostitelj današnjega dogodka je evropski poslanec Franc Bogovič, član Slovenske ljudske stranke in pa poslanec Evropskega parlamenta pri Evropski ljudski stranki. Poslanec Bogovič je že cel dan v Pomurju in nekako se seznanja z stanjem in pa tudi problematiko, dobrimi in pa manj dobrimi stvarmi tukaj v Pomurju. Ta večerni del je pa seveda organiziran na top temo, ki se tiče Pomurja, kajti Pomurje je kmetijstvo in kmetijstvo je Pomurje. Zato tudi pogovor na temo kmetijstva. Uvodoma prosim poslanca, da nagovori vse prisotne. Lep dober dan in lepo pozdravljeni vsi zbrani, ki smo se zatekli v tem neugodnem vremenu, v tak prijeten ambient, se odzvali našemu vabilu in sem res vesel, da se vas je toliko zbrali in lep pozdrav tudi cenjenemu omizju, tu ob meni, ki bomo poskušali v prvem delu malce spregovoriti o temah, ki nas vse tarajo ali pa na nek način jih jemljemo kot izzive, v nadaljevanju pa seveda tudi povabljeni v razpravo, da se, mislim, lahko pogovorimo. Pri tem delu v Evropskem parlamentu mislim, da je ena ključnih stvari, da sledimo, kaj se dogaja doma. Jaz moram reči, da iz svojega nekdanjega dela kot, ne vem, najprej predsednik krajevne skupnosti, kasneje župan, pa še na teh kmetijskem področju marsikaj aktiven, se vedno z veseljem vračamo tam, kjer sem zrastel in kjer bom tudi ostal, hkrati pa poizkušam nekatere izkušnje, ki sem jih nabral že prej v preteklosti, pa sedaj še, da bom uporabil kmetijski izraz, skrižal s tem, kar vidim v Evropskem parlamentu, tudi vrniti nazaj kot nek izziv ali pa kot neko priložnost za prihodnje. In tako kot je kolega Slavko omenil, se mu zahvaljujem, da je sprejel ta izziv moderatorstva, je kmetijstvo ena od tem, ki je zagotovo v Evropskem parlamentu zelo pomembna. Konec koncev skupna kmetijska politika je ena od ključnih politik, tudi največja po finančni postavki, po drugi strani je pa zavedanje te prehranske varnosti eno od vedno večjih in zahtevnejših tem. Hkrati je tudi okolje tisto, v katerem bivamo. Jaz vedno rečem, da ga kmetijci tudi najbolje varujemo in urejamo, sicer ne bi, ne vem, 400 000 hektarov v Sloveniji travnikov nihče pokosil, če jih ne bi kmetijci. Na drugi strani se moramo pa tudi zavedati, da je pa, ne vem, osmina toplogrednih plinov iz kmetijstva. Zato me veseli, da to temo danes združujemo skupaj z uvodnim delom, ki ga bo predstavljal magistra Ladeja Godina Košir. Na nek način nadaljujemo to, kar sva pričela z nekdanjim komisarjem gospodom Potočnikom in smo imeli v Ljubljani eno takšno temo, kjer je Forum za prihodnost kmetijstva, ki ga vodi ravno gospod Potočnik, organiziral to temo v Ljubljani in odločitev je padla potem, da poskušamo skupaj s kmetijci, z ostalimi, ki jih ta tema zanima, spregovoriti o teh stvareh po Sloveniji, zato imamo namen narediti na 4 takšne skupe v tem zimskem delu in se pogovoriti. Predvsem pa, po mojem prepričanju, to, kar je najbolj nujno narediti, vse akterje, ki na nek način zaokrožujemo prostor, spraviti za isto mizo, se zavedati vsak svoje odgovornosti, vsak svoje priložnosti, predvsem pa ustvariti prostor sobivanja, ki je mnogokrat v Sloveniji problematičen. Tako da upam, da bo današnji večer dosegel svoj namen. Naj vam zaželim vse dobro ob vstopu v novo leto, nocoj pa eno dobro in pa konstruktivno razpravo. Hvala, Slavko. Hvala poslancu za uvodni nagovor. Tako današnje omizje, ki bo podalo uvodne referate in pa istočnice, sestavljajo magistra Ladeja Godina Košir, iniciatorka in pa integratorka platforme Circular Change.
Gospod Franc Reženja, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Gospod Alojz Štuhec, kmetijski svetovalec in pa kmet iz Bolhnečic. Gospod Rok Šiftar, inovativni mladi kmet Pomurja za leto 2016. Gospod Branko Virak, direktor Panvita kmetijstva d.o.o. In seveda naš gostitelj, gospod Franc Bogovič. Današnje srečanje in večer smo si zamislili nekako tako, da bodo v uvodu podane predstavitve, ki bodo vse skupaj trajale približno 3/4 ure. No to bomo seveda odprli mikrofone tudi za vaše vprašanja, za vaše dileme, pobude, probleme. Nekako ob koncu bo še sklepna beseda naših govorcev, nekako pa načrtujemo, da bi se to naše druženje v tem prostoru končalo nekje v 1,5 ure. Seveda razprave ne bomo omejevali, če bo dovolj vroča. Pozneje vas pa seveda organizator današnjega večera vabi v sosednji prostor, ki bomo ob kozarčku še v prostem pogovoru kakšno rekli med seboj. Ob pripravi na današnji pogovor in današnji večer in ob naslovu, ki je bil podan, sem zasledil kar nekaj definicij, ki opisujejo krožno gospodarstvo. Nekako ena se mi je zdela pojemljiva, in sicer krožno gospodarstvo je koncept, ki je nastal kot izziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire in nosilno sposobnost okolja. Prehod v krožno gospodarstvo se zato usmerja ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji. Koncept izhaja iz naravnih sistemov, ker vsaka komponenta optimalno dopolnjuje celoto. Izdelki v krožnem gospodarstvu so skrbno zasnovani tako, da omogočajo kroženje materialov in ohranjajo dodano vrednost, kolikor dolgo je to le mogoče. In še ena definicija, precej krajša, ki pa se mi je z vidika kmetijstva zdela izjemno pomembna. Krožno gospodarstvo prinaša osredotočenje na storitve, ne na produkte. Na souporabo, ne pa na posedovanje. Kmetijstvo vseh vrst in usmeritev ima za osnovo vire, ki niso trajni in njihova količina je omejena. Z intenzivnostjo in specializiranostjo se potrebe in s tem odvisnosti po virih samo še povečujejo. Zato je koncept krožnega gospodarstva v kmetijstvu nuja in je v bistvu kmetijstvu že vedno prisoten. Seveda pa obstajajo še številne možnosti izboljšanja in delovanja tega koncepta. Kaj več o tem nam bo v uvodnem predavanju z naslovom Krožno gospodarstvo kot model povezovanja v kmetijstvu predstavila magistra Ladeja Godina Košir. Prosim. Lepo pozdravljeni v tem večeru in lepa hvala gospodu Bogoviču za vabilo na ta dogodek. Kot je bilo že rečeno, dr. Janez Potočnik, nekdanji komisar, ki je tudi prvi predlagatelj paketa na ravni Evropske unije za prehod v krožno gospodarstvo, je tudi predsedujoči v posvetovalnem odboru naše platforme Circular Change. Kaj je sploh ta platforma? Morda na začetku, da povem, zakaj je nastala in zakaj se pravzaprav v okviru nje zavzemamo. Ugotovili smo v zadnjih letih, da je vsebina krožnega gospodarstva zelo relevantna, da je pa posebej pomembno, da razumemo, kaj sploh prinaša in da se različni deležniki povezujemo na tak način, da soustvarimo projekte, s katerimi smo potem lahko tudi konkurenčni v domačem in v mednarodnem prostoru. Tako da v okviru te naše platforme smo odprti za vse, se pravi za podjetja, za lokalne skupnosti, sodelujemo na eni strani
z vlado, na drugi z mednarodnimi inštitucijami in iščemo priložnosti in jih skušamo nekako spodbujati. Tako da danes smo tudi nekaj gradiv tam pustili, ki mislim, da so v večini že pošla. Tako da kdorkoli ima kakšne pobude, iniciative, dobrodošli, organiziramo tudi različne dogodke, posvete in to je nekako naše poslanstvo. Zdaj pa, če se vrnemo k izhodiščni temi, ki je bila zelo lepo najavljena, hvala lepa za ta uvod, zakaj sploh krožno gospodarstvo? Kaj se je zgodilo naenkrat, da ta pojem postaja ne samo modna muha, ampak dejansko, da je vsebina za njim postaja nuja? V stoletju, ki je za nami, v 20. smo se začeli obnašati zelo v skladu s tem, da je neka ekspanzija, rast, nekako občutenje te neke vsemogočnosti in hitrega razvoja. Ob tem pa so se začela dogajati seveda tudi dejstva, ki so manj prijetna z vidika, ko jih postavimo usporedno s tem, koliko virov in koliko prostora je sploh na našem planetu. Če pogledamo samo rast prebivalstva, ker to si najlažje nekako predstavljamo, 3,7-krat se je povečala rast prebivalstva in do leta 2050 naj bi nas bilo na tem istem planetu 9,7 milijard. Ob tem, ko nas je vedno več in ko se tudi tista gospodarstva, ki so bila manj razvita, krepijo, se porablja vedno več materijala, vedno več se gradi, vedno več infrastrukture se vzpostavlja in skozi to se je 34-krat povečala v prejšnjem stoletju letna poraba recimo gradbenega materijala, prav tako rud in mineralov. Zelo radi imamo tele naprave, ki jih imamo prav vsi, naprimer mobilni telefoni, pametni telefoni, se nam zdijo danes nek osnovni standard in sploh ne pomislimo, da jih morda čez 20 let ne bomo mogli imeti. Pa ne zato, ker bi tehnologija nazadovala, ampak zato, ker elementi, ki so vgrajeni v te naše telefone, od litijeve baterije do posameznih elementov, bodo dejansko izginili. Ne bo več zalog, če jih bomo samo uporabili in zavrgli. Tako da to so vprašanja, ki nas silijo k temu, da razmislimo, kako bomo šli lahko v razvoj v prihodnje. Enako se nam dogaja pri rabi fosilnih goril, pri rabi biomase, nasploh materijala in emisije toplogrednih plinov. Veliko govorimo o podnebnih spremembah, številni dogodki na to temo, iskanje rešitev. Ob tem pa še posebej alarmantni zadnji dve zadevi in sicer, da je danes imamo že 60% ekosistemov degradiranih ali pa jih uporabljamo netrajnostno. Če to potegnemo vzporednico s tem, koliko več nas je, na kako slabši zemlji živimo, potem že tukaj vidimo, da tista zadnja stvar, da ne bomo mogli pridelati toliko hrane, kot jo bomo potrebovali, da je to dejstvo, ki se mu s tem načinom delovanja ne moremo izogniti. In zato iščemo nove rešitve, tiste, ki bi nam omogočile, da na tem planetu bivamo po možnosti tako kakovostno kot zdaj, ker se sploh ne zavedamo morda v razvitem svetu, kako dobro živimo, zato, da bomo sploh lahko preživeli. En tak podatek še mogoče zvezni, da leta 2050, kot sem omenila, nas bo 9,6 milijard ljudi, ki bomo s temi istimi viri morali preživeti. Tako da ob vseh teh dejstvih je ta nuja prehoda v drugačen sistem uporabe virov, ki jih je omejeno število, res nujen. Zdaj, če se dotaknemo tega, ker danes je tema kmetijstvo, kaj se nam pa tukaj godi? 40% razpoložljive zemlje na našem planetu uporablja kmetijstvo. Kakšna je ta uporaba, glede na to, da smo prej videli, da je že toliko zemlje degradirane, torej moramo z odgovornostjo in zavedanjem, kaj naredimo s to zemljo, ki jo damo v uporabo, da bo sploh nam še služila. Potem z viri ravnamo neučinkovito, številne uporabimo in zavržemo. Se pravi, če vodo pogledamo, kaj je veliko razprav zdaj ravno o tem, če jo mi onesnažimo in ne prečistimo in ne vrnemo v sistem, potem smo jo onesnažili in ona naprej zastruplja zemljo in ostajajo določene snovi mnogo let takšne, da nam spet degradirajo zemljišča. Tako da, ali pa pri materialih, kot sem rekla prej, elemente, ki jih porabimo, če jih ne recikliramo, če jih ne uporabimo ponovno, so spet šli v nepovratno izgubo.
Tako da obenem je za Evropo zelo pomembno to, da smo zelo odvisni od virov. Mi jih nimamo v Evropi sami in kot pravijo nekateri, bo naslednja vojna, upajmo, da je ne bo, ampak že tudi ta, ki poteka, je dejansko premoč na podlagi virov. Kdo ima katere vire? Ne gre več za nafto, gre vedno bolj za vodo, gre za rudnine, gre za posebne elemente, ki izginjajo iz periodnega sistema. Tako da se tudi razmerje moči globalno razporeja glede na to, kdo katere vire poseduje in kdo bo imel tiste vire, ki bojo nekaj šteli čez 10-20 let. Zato je tudi ta cenovna občutljivost zelo pomembna za nas in tudi stroškovna struktura, ki se tukaj potem odraža. Za nemško industrijo, na primer, je zanimiv podatek, da če pogledamo ceno virov ali pa ceno delovne sile, se je v zadnjih letih tisti strošek, ki gre za materijale, povečeval, strošek delovne sile pa nižal. Se pravi, za vedno manj denarja človek dela, zato ker je za to, da doseže določeno ceno, treba plačevati vedno dražje druge vire. In tukaj je spet ta rezerva. Če se mi znamo bolj racionalno obnašati do virov, do materialov, potem ostane več prostora za to, da je tudi človek dostojno plačan. Tako da to so čisto racionalni razlogi, ki nam govorijo v prid k temu, da iščimo in spodbujamo nove modele. Potem imamo, rečemo, smo racionalna bitja, na drugi strani pa pogledamo, kako potratno se obnašamo. Naprimer, pri kmetijstvu, ne vem, koliko porabimo vode, koliko porabimo gnojiv in koliko od tega prispeva dejansko k temu, da potem imamo določen pridelek. Ogromen del tega se izgubi. Potem z določenimi aktivnostmi povzročamo nepopravljivo škodo, kot sem že prej rekla, degradiramo določena zemljišča. Tako da tukaj se nam dogaja tudi to, da se zaradi vseh teh sprememb kakovost hrane zmanjšuje. In zanimiv je podatek za Združene države Amerike, kjer je še stanje, vemo, bolj zaskrbljujoče kot pri nas, ampak naprimer z letom 50, če primerjamo tukaj le tri izdelke oziroma tri vrste zelenjave, paradižnik vsebuje danes 55% manj kalija, kot ga je leta 50. Kumarice 78% manj železa kot leta 50. Solata 83% manj vitamina B kot leta 50. Kaj pomeni? Da mi jemo prazno hrano. In da pri tem, ko se te količine hrane povečujejo, se to, kaj mi zaužijemo s to večjo količino hrane, so vedno manj dobrega zaužijemo. Od tod tudi številne alergije, bolezni, anemije in podobne stvari. Ko so naše babice rekle, jej špinačo ali pa popaj risanke, zato ker so imele te zelenjave malo več železa, kot ga imajo danes, ali pa malo več drugih vitaminov. Tako da to je tudi ena zelo pomembna posledica. Da če imamo kakovostno hrano, jo celo potrebujemo manj, kot če imamo tako imenovano prazno hrano. Zdaj, slišali smo že prej lepo predstavljene definicije, zakaj gre pri krožnem gospodarstvu. V čem se razlikuje od nekega modela, ki smo ga vajeni danes? Če rečemo, da je današnji model linearen, kaj to pomeni? Da mi razmišljamo, nekaj bomo proizvedli, zato rabimo določene vire, te bomo uporabili, vdelali v določen izdelek in potem uporabili in zavrgli. Se pravi, gledamo linearno. Uporabim, porabim, zavržem. In tukaj se nam dogajajo te izgube. Tako da, če gledamo nazaj na hrano, tudi tukaj uporabimo hrano, ogromne količine jo zavržemo, zgubijo se že, ustvarja se že ta pokvarljivost na sami poti transportni, te verige vrednosti, ki so dolge, da ne govorimo v zahodnem svetu, koliko hrane zavržemo na koncu, se pravi iz naših domačih hladilnikov ali iz hramb. In tudi v javnih inštitucijah, v restauracijah, koliko same hrane zavržemo in tudi koliko teh snovi se ne vrne v cikl uporabe, zato ker je naprimer ne kompostiramo, ne vrnemo v ta krog tako, kot bi jo lahko. In spet en tak podatek, ki nam lahko odpira oči. Na eni strani v razvitih državah zavržemo 222 milijonov ton hrane, kar je ekvivalent temu, koliko hrane proizvede podsaharska Afrika. Se pravi, vse to, kar mi vržemo stran, je primerljivo tistemu, kar na enem drugem koncu sveta proizvedejo. Torej,
ta distribucija te hrane je popolnoma neracionalna, lahko rečemo. Zdaj, če se vrnemo k krožnemu gospodarstvu, kjer stremimo k temu, da bi mi zapirali te cikluse, se pravi, da ne bi bili več linearni, ampak krožni, če pogledamo na strani produktov, kaj to pomeni. Dostikrat krožno gospodarstvo rečemo, aha, to je, da bomo več reciklirali. Ne gre za reciklažo, gre že za sam proces načrtovanja proizvodnje, ko recimo, če se vrnem k telefonu, razmišljamo, kako ga oblikovati na način, da bomo čim več komponent lahko zamenjali, nadgradili, dogradili, popravili, ponovno uporabili in šele čisto v zadnji fazi reciklirali. To je tisto, kar iščemo pri krožnem gospodarstvu in zato govorimo o spreminjanju poslovnih modelov. Zelo znani so Nizozemci tukaj, naprimer Philips, ki reče, mi ne prodajamo več žarnic, ampak prodajamo svetlobo. Se pravi, če bi mi zdaj za tale hotel razmišljali, kako ga čim bolj krožno osvetliti, bi se dogovorili za to, da se natančno prouči, kakšno svetlobo rabimo, koliko energije, iz katerih virov in potem bi bila to storitev, ki bi nam jo nekdo ponudil, v smislu, da nam montirajo najbolj optimalna svetila, da jih vzdržujejo, nadgrajujejo in s tem nam nižajo tudi strošek. Tako da to je ta sprememba na strani proizvodnje, na drugi strani je pa narava tista, ki je po svoji osnovi ciklična. Če bi mi imeli naravo brez človeškega faktorja, potem bi funkcionirala zelo krožno. Drevo požene, listi odpadajo, spomladi spet vzcveti in tako naprej. Tako da narava sama po sebi ima ta ciklus. In zdaj, ko se mi vmešavamo v njo z našo proizvodnjo, z našo pridelavo, tukaj je pa pol tisto, kako lahko te kaskadne sisteme zapiramo, da čim več vrnemo, da čim več prečistimo, da čim manj izkoristimo in ogrozimo z našim delovanjem. Tako da, kaj je značilno pa zdaj pri tem modelu krožnega gospodarstva, pri tem, ko gledamo, kako vire zadrževati v tem ciklusu čim dlje. Tega pa ni možno početi brez sodelovanja. Zato je temeljno pri krožnem gospodarstvu, da vsi, ki smo v te procese udeleženi, vsi, ki soustvarjamo, delamo to skupaj z jasnimi cilji, z tem, da želimo maksimizirati seveda vrednost, da smo čim bolj racionalni, da ob tem čim manj izrabimo naravne vire in da imamo pozitivne učinke, ne samo ekonomske, ampak tudi družbene in okoljske. Tako da vsaka rešitev naj bo iz vseh teh treh vidikov proučena. Kaj nam prinaša v ekonomskem smislu, kaj tudi kakšno škodo povzroča ali pa kako izgubo, na drugi strani družbenem, kaj kot družba pridobimo, izgubimo in v okoljskem, kaj smo naravi in širšemu okolju doprinesli ali pa kje smo izgubili. Če se vrnem na dr. Potočnika, ki ima zelo, to je kar njegova taka mantra, ki jo vedno znova ponavlja, pravi, to je zelo enostavno. Tu gre samo za to, kako različne vrste virov čim dlje zadržati v proizvodnem in potrošnem ciklu. In vedno se vprašati, a s tem, ko nekaj proizvajam, ko nekaj počnem, a bom to zadržal lahko čim dlje, a bom popravil, če gremo k čevljom. Včasih smo imeli čevljarje, popravljavce dežnikov, televizorjev, danes so elektronika taka, da sploh ne moreš več popraviti. Samo še menjamo televizijske aparate, ne vem, avtomobile, včasih se je zdalo pošraufati, danes ne, če karikiramo. Tako da stremimo k temu, da bi te stvari uporabljali čim dlje. Gre za tri dejansko vidike, to smo nekako tako postavili, da krožno gospodarstvo je koncept, je nov ekonomski model. Na drugi strani zahteva spremembo teh poslovnih modelov, o čemer smo govorili, hkrati zahteva pa tudi drugačno kulturo. In spreminjati se moramo vsi, se pravi na eni strani proizvajalec, kmet, oblast, na koncu tudi potrošnika. In šele, ko vsi skupaj osvojimo ta koncept, potem lahko govorimo o tem, da se premikamo v drugačno delovanje. Zdaj, če se vrnem k besedi povezovanje, kje vse so priložnosti? Priložnosti, pri nas smo imeli, ali pa bomo danes tudi slišali, izkušnje iz zadrug ali kooperativ, kakorkoli jih imenujemo. Se pravi, spet povezovanje za to, da dosegamo tiste cilje, ki sem jih prej omenila, da gledamo, kje je možnost kaj souporabljati, zakaj bi moral imeti vsak svojo stvar, če jo lahko skupaj, naprimer, uporabljamo, traktor je tukaj primer. Potem vzdrževanje, spet kako lahko pristopimo k temu skupaj, popravilo, ponovna uporaba, vse to so te koncepti, ki so lastni krožnemu. In en tak zelo slikovit je, ki ga tudi fundacija Ellen MacArthur pogosto izpostavi, je, kje je spet
ta logika. Če rečemo avto imamo, vsak od nas ima praktično osebno vozilo ali pa v družini jih je celo več. Ampak ta avto je v uporabi samo 5% časa. Ves ostali čas je parkiran. In še takrat, ko se peljemo z njim, je ponavadi v njem največ 1,5 osebe, se pravi 5 sedežev je v avto, 1,5 osebe pa noter povprečno sedi. Pomeni, da še v tistih 5% je dejansko neuporabljen v celoti. Na drugi strani pa tudi gorivo, ki ga ta avto, ki poganja ta avto, to vozilo, je namenjeno premikanju samo v manjšem delčku, če tole primerjamo, vse ostalo je zato, da se ta mašina zažene, da se vse tam noter zgodi in izgubi z zgorevanjem. Skratka, avto je primer tega, da imamo sredstvo, za katerega smo ogromno plačali, zelo slabo izkoriščeno. In zato tudi te novi modele, tako imenovani car sharing ali pa souporaba avtomobilov, se razvijajo vse bolj in tudi pri drugih sredstvih lahko pridemo do tega, da ne več posedovati, ampak so uporabljati. Zato te nove stvari, kot so, ne več tako nove, Airbnb, naprimer to, da si stanovanja delimo, Uber, ki voznike deli in podobni koncepti, ki se razvijajo, stremijo k temu, da tiste vire, tiste nepremičnine ali pa premičnine uporabljamo čim bolj učinkovito. Zdaj, če se vrnem nazaj k temu, kar smo prej govorili, kakšni pritiski so na tem planetu zaradi tega, ker se populacija povečuje, zato ker imamo klimatske spremembe, ki smo jih priča, ker je vedno večji pritisk na selitev v mesta, se naša globalna slika zelo spreminja. In zdaj spet tukaj, če pogledamo Slovenijo in priložnosti, o katerih tako radi govorimo, v Sloveniji na srečo, lahko rečemo, nimamo velikih mest. Tudi Ljubljana, iz katere prihajam, to ni eno vele mesto. Cela Slovenija, 2 milijona, je neko mesto v primerjavi z velemesti, ki so po svetu. Imamo pa zato priložnosti policentričnosti, povezanosti mest, kakršna so, se pravi majhnih mest, z zaledjem mest. In tukaj je zelo pomembno, da bi znali to priložnost, ki jo imamo, izkoristiti. To, da lahko mi bolj kakovostno živimo ravno zaradi tega stika med zelenim in urbanim, če tako rečemo. Ker klimatske spremembe prinašajo svoje. Recimo, če pogledamo, kaj so prinesle trgovine, supermarketi, ta euforija teh velikih trgovin, kaj se zdaj dogaja po svetu, tudi globalne verige ali pa pri nas, če gledamo trgovce, nam bodo tudi znali povedati, kaj vedno bolj stremimo k lokalnemu, da mi imamo dostop do lokalne hrane, tako imenovan zero mile, da čim manj kilometrov naredi določena hrana, da pride do nas. Tako da v velikih mestih so začeli graditi rastlinjake blizu trgovin, zato da tam pridelajo solato in da rečejo, ja, tale je pa samo 1 kilometer oddaljena od prodajnega mesta. Tako da iz tistega, ko smo šli v to, da imamo hipermarkete, supermarkete, ogromno ponudbo, od vse povsod se zdaj vračamo k temu, da imamo čim več lokalnega in čim več znanega porekla. In to je spet ena priložnost, ki bi jo vzpostavila za nas, za Slovenijo, da imamo možnost vedeti, odkot je prišla hrana, kdo jo je pridelal in kakšna je njena vrednost v smislu kakovosti. Drugo je, da se nas spreminjajo tudi prehrambene navade. Vemo, da se kot populacija Evropa, če govorimo, se staramo, vedno več je starejših in ta trend je v porastu. Tako da tudi s tem se že spreminja dieta. Kaj potrebuje starostnik, kaj potrebuje mladostnik in tako naprej. Tako da vse te spremembe so tiste, s katerimi se soočamo. In v tem sistemu, ne bom rekla v verigi, ampak prav v sistemu, gre za to, da se prepoznajo te priložnosti, da se prepoznajo akterji in da se vzpostavljajo sistemi, ki nam to optimizacijo omogočajo. Na nekem teritoriju, tako kot smo danes tukaj pri vas, detektira tisto, kaj imamo, kakšno zemljo, kje je voda, kje je odpadek, kje je neka infrastruktura in kako to povezati na način, da bo imel čim manj negativnih učinkov, tako ekonomskih, okoljskih kot družbenih. Tako da vse te priložnosti prepoznati. Na strani produkcije je to lahko boljše upravljanje zemljo, trajnostni pristopi, tukaj bomo tudi slišali veliko primerov, kako se da biološki način za preganjanje recimo škodljivcev, ali pa pri nas imamo čebele, smo se ravno danes pogovarjali, kakšen indikator kakovosti
nekega območja so prav te živali. Potem povezovanje sistemov poljedelstva živinoreje, se pravi na strani produkcije številne priložnosti in tudi na strani potrošnje. Kot smo rekli prej, če se hočemo spremeniti, se moramo spreminjati vsi skupaj. Manj odpadne hrane, bolj uravnotežena prehrana, če je bolj kakovostna, lahko jemo manj embalaže. Tle tudi vidite, da se ta trend pojavlja. Zdaj na ljubljanski tržnici je uvedeno, da ne sme biti več plastičnih vrečk, se lahko samo še v papirnatih podaja in prodaja hrana. Stremimo pa k temu, da bi bilo te embalaže seveda tudi čim manj. Tako da vse to so neke priložnosti, ki tukaj so, in zasebni sektor je tukaj tisti, ki ima zelo, zelo pomembno vlogo. Da kaj vse, kje vse te spodbude se lahko zgodijo, bom to malo preskočila, ker bo potem temu še velik poudarek namenjen v diskusiji naprej. Bi pa opozorila še na to, kaj v Sloveniji imamo in skozi kaj dejansko se glas lahko tudi sliši. Zato našo platformo smo na eni strani vključeni v skupino za tole medresorsko za prehod v krožno gospodarstvo, ki je na Ministrstvu za okolje in ima akcijski načrt za prehod v krožno gospodarstvo, ki povezuje različne ministrstva zato, da bi bile tudi sinergije, da so ukrepi v eno smer, enoznačni, da na enem ministrstvu nekaj zapovejo, na drugem pa ravno nasprotno. Potem imamo partnerstvo za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga vodi Tadej Slapnik v okviru predsednika vlade, tako da tudi skozi to, ta je sploh odprta platforma za slehernega, tukaj se tudi zbirajo pobude, predlogi. Potem imamo sistem za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja, ki je na MJU in uredbo o zelenem javnem naročanju. To sta dva taka ukrepa, ki sta zelo aktualna. Potem preomenjena fundacija Ellen MacArthur, to je globalna fundacija, ki spodbuja različne spet deležnike za prehod v krožno gospodarstvo, katere člani so tudi velike multinacionalke na eni strani, na drugi države in lokalne skupnosti, in Slovenija se je včlanila in tudi Ljubljana. In pa, kot rečeno, z našo platformo tudi skušamo biti tukaj aktivni. Zdaj, zato, da bomo pa lahko ta prehod skupaj naredili, seveda moramo pa prilagajati vse politike. Ne morejo se spremembe zgoditi samo na eni ravni. Zato je to pomembno, da se taki dogodki, kot je današnji, da se ta dialog vzpostavlja in da slišimo, kako oblikovati davčno politiko, subvencije, javna naročila, kako finančni sektor vključiti, da bo dajal ustrezne inštrumente, znanost in raziskave, izobraževanje, kaj so poklici prihodnosti, infrastruktura, novi poslovni modeli, podpora podjetjem, novo trajnostno računovodstvo, potem neke metrike, statistike, skratka vse to mora delovati kot en sistem, če hočemo narediti spremembo. Tako da, če povzamemo, učimo se od narave in vi ste tisti, ki to najbolje veste, kaj ta krožnost pomeni in kako jo živeti. To, da moramo spremeniti naše ravnanje, naše poslovanje je neizbežno in da se moramo mi kot posamezniki spreminjati, kakorkoli je to vsakemu človeku najtežje, da svojo navado spremeni, ampak le s tem lahko pridemo naprej. In pa, da ta doktrina ekonomska, ki jo imamo zdaj in ki temelji na tem linearnem, ne bo zdržala. Tako da, če želimo nek učinek, da bomo svet pustili boljši, kot smo ga nasledili, potem je edino sodelovanje v tej smeri tisto, ki nam lahko prinese rešitev. Tako da hvala za to pozornost. In naprej sem na voljo za vprašanje, zdaj bi pa predala besedo še ostalim. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za res nazoren in pa malo drugačen prikaz in pa neka provokacija v razmišljanju vseh nas glede krožnega gospodarstva in pa priložnosti na področju kmetijstva. Smo v pomurski regiji, kmetijski regiji in prav je, da se seznanimo tudi z resursi in z trendi, ki so v pomorskem kmetijstvu. O tem nam bo lahko največ povedal Franc Režonja, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, za predstavitev stanja kmetijstva v Pomurju. Hvala lepa za besedo. Spoštovani vsi prisotni, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
Hvala lepa gospodu evropskemu poslancu za povabilo. Tako kot je že bilo na začetku povedano, Pomurje je kmetijstvo in kmetijstvo smo mi, jaz rad pravim. Seveda, ko se pogovarjamo o kmetijstvu, pa je zelo težko, če se pogovarjamo brez številk. Namreč na pamet danes gospodariti, kmetovati je seveda nekoliko drugače, kot si v bistvu predstavljamo, da bi naj to danes bilo in pa tudi v prihodnje. In seveda v tem prostoru so resursi tisti, o katerih vsako leto diskutiramo na različne načine. Jaz bom poskušal zelo hitro preleteti nekaj slajdov, kjer vam samo osvežim spomin z številkami. Namreč pomurski prostor je primerljiv z slovenskim pa tudi evropskim. To so deleži, ki jih dosegamo v tem pomurskem prostoru napram Republiki Sloveniji v kmetijstvu. In seveda brez teh številk je nemogoče delati kakršnokoli bilanco ali pa plan v tem prostoru. Je pa dejstvo, ko se pogovarjamo o kmetijstvu, je nekoliko drugače. Namreč gospa pred nami je zelo lepo povedala, da je v prihodnosti bistveno boljše, če diskutiramo, da bi prodajali svetlobo, ne pa elektriko, oziroma žarnico, se opravičujem. In tudi mi si vsako leto kmetijci prizadevamo pred žetvijo, ko se pogajamo z našimi kupci oziroma mlinarji, da ne bi prodajali več kil pšenice, ampak beljakovine, pa nam to ne uspeva. Tako da je vztrajnost sigurno tista, ki je na naši strani. Želim si, da bi tukaj bili tudi nekoliko bolj uspešni, ampak predpogoj v kmetijstvu je seveda njiva, je resur, je substrat, tisti, ki nam seveda omogoča, da lahko normalno funkcioniramo. Te številke pomenijo, da so tudi naši predhodniki naredili vse, da so na vsak način zavarovali te kmetijske površine, da je seveda tudi mi lahko danes obdelujemo, naša generacija, in seveda največja odgovornost na nas vseh je, kako bomo uspeli te kmetijske površine zavarovati, da bodo tudi tisti, ki jutri pridejo za nami, lahko iz tega živeli. Žal nam to ne uspeva in če ste videli v zadnji brošuri, ki z strani Pomurja nagovarja tuje investitorje, da pridejo k nam v Pomurje, je podatek, kjer imamo v Pomurju trenutno 4,3 kvadratne kilometre razpoložljivih površin za industrijske cone. In če k temu prištejemo še samo avtocesto, za katero smo definitivno vsi za, to je enkrat ena, brez avtoceste se seveda ne moremo voziti, ni razvoja in tako naprej. Ampak to je takoj 700-800 hektarjev kmetijskih površin, ampak dejstvo je, da vsi infrastrukturni objekti stojijo največkrat na najlepših in pa najboljših kmetijskih površinah. Mislim, da bi v razpravi potrebno tudi na to temo bilo nekaj povedati. In pa glede tega, da smo potratni, se absolutno strinjam z predgovornico, namreč jaz gledam iz vidika kmetijskih površin. Poglejte, omenil sem industrijske cone, ampak tukaj v neposredni bližini, vsi vemo, kjer mislim, sta dve tovarni, ena je zaprta že najmanj 6 let, druga sigurno 20 let, odlični prostori, so na najlepših kmetijskih površinah bile zgrajene, ni nobene dodane vrednosti in pa tudi kmetje ne uporabljajo v smislu pridelave poljščin in pa tudi nobenih financ pravzaprav ni. Skratka, v tem smislu glede prostora in pa urejanja prostora ter varovanja prostora mislim, da smo naredili premalo. Potencial Pomurja je sigurno v tem, kar imamo, in te številke nam kažejo, da je po teh poljščinah, ki so v največji meri zastopane v pomurskem prostoru, delež od 70 do 75 milijonov. In če na hitro izračunamo samo ta koncept, ko včasih nismo povezani ali pa dovolj povezani, in če nam uide samo 5% v kupoprodajnem odnosu v deležih, je to že 3,5 milijona. Za mene je to ogromni denar, ki si ga seveda ne moremo privoščiti. Ja, pridelava teče na dva načina, in sicer eno je kanal prodaje, drugo so nabavni tokovi. In dokler se ne bomo konsolidirali na tem področju, je seveda velik problem, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji biti uspešni, ob predpostavki, da je v pomurskem prostoru večina podjetij, ki izplačujejo minimalno plačo. Žalosti me ta zgodba v tem delu še toliko bolj, ko včasih ugotavljam, da država celo sofinancira določenim podjetjem minimalno plačo.
Na drugi strani pa seveda koncept, kjer smo izgubili celotni maloprodajni del v Republiki Sloveniji, ki nosi denar in so tujci seveda zdaj tisti, ki iz Slovenije vozijo denar na Dunaj, v Zagreb, v Pariz in tako naprej, tisti, ki diktirajo tempo tudi nam. Ampak še vedno smo Pomurci tisti, ki znamo kmetovati. Glavni produkti so seveda preko živinoreje, konkretno govedoreja, v dveh tipih, mleko in meso. Tukaj se največ ukvarjamo z storitvenim pitanjem, v porastu so krave dojilje in pa tudi prevesnice. Rak rana nam je še vedno klavnica in pa mislim, da nekaj bo na tem področju, se vsaj eni lepi kazalci odvijajo. Prašičereja je vedno bila v problemih in najverjetneje še en čas bo. Če mi dobimo 7 centov več, še ne pomeni, da smo panogo rešili niti slučajno. Paradni konj te pomurske panoge je vedno bila prašičereja, pa ne samo pomurska, tudi Podravja in še širše. Žal pa se seveda danes ne moremo pohvaliti z tem. Je pa res, da je še vedno nekoliko največ organizirana v zadružni sestavi in pa individualnih kmetijskih gospodarstev, ki pa so seveda tista kmetijska gospodarstva, ki danes v prašičereji nekaj pomenijo. Jaz si tudi želim, da bi prihodnje bilo tako. Mi stavimo tudi na male specializirane reje, to so posebnosti, ki jih bomo morali v prihodnje čim več prodajati. Ravno te male reje so značilnost, kjer ovladamo situacijo, ampak preko turizma bi najverjetneje kazalo nekako zadevo tudi zaključiti. Kmetijsko gospodarstvo, zelo zanimivo, ne? Še vedno imamo največji delež kmetijskih gospodarstev, ki so mala, relativno mala, po značaju mala. Kaj pravzaprav pomeni mali ali veliki? O tem imamo 100 ljudi, 100 različnih mnenj. Ampak dejstvo je, da samo 4% kmetijskih gospodarstev imamo večjih od 20 hektarjev in seveda, če danes govorimo o neki povprečni kmetiji, je to premalo. Število dopolnilnih dejavnosti je tisto, na katerega definitivno v Pomurju stavimo, to pa iz preprostega razloga, ker želimo čim prej do denarja in do svežega denarja. To pomeni, ne želimo preko posrednikov, ampak si prizadevamo, da bi direktno do potrošnika, do kupca prišli na ta način. In jaz sem vesel, da nam je v vseh teh letih uspelo 620 dopolnilnih dejavnosti zgraditi v pomurskem prostoru. To so vse dopolnilne dejavnosti, da se razumemo po tej specifikaciji, ki sem jaz danes tukaj prikazal. Ta slajd bi bilo dobro, da si zapomnimo, namreč pomurske vloge, elektronske izdelave vlog pomenijo, na kakšen način in kako nam pada število kmetijskih gospodarstev. Če smo imeli v letu 2005 skoraj 9700 kmetijskih gospodarstev, jih 2016 imamo 6700. Skratka, 3000 kmetijskih gospodarstev se je izgubilo, kmetijska gospodarstva so se izgubila, da se razumemo, ni se izgubila kmetijska zemlja, ker se je koncentrirala, torej je prešla v roke večjih kmetijskih gospodarstev ali delniških družb ali kakorkoli, skratka, toliko kmetij je presahnilo z delom. Število odobrenih vlog, mi velikokrat govorimo, da smo neuspešni. Ja, na določenih zadevah res, ampak mislim, da je pa vseeno potrebno povedati, da pa pomursko kmetijstvo skupaj z strokovnimi službami v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota le beležimo določene rezultate. In te številke pravzaprav to potrjujejo. Poglejte, po posameznih ukrepih smo definitivno med prvimi v regijah, če računamo celotno Slovenijo, kjer smo uspeli narediti vloge za kmetijsko gospodarstvo iz investicijskega področja in po odobreni vlogah izredno v velikem procentu. In ti podatki seveda potrjujejo, da je delo pravo. Ta neposredni stik kmeta, strokovnih služb in pa razvojnih organizacij daje določeno kvaliteto in najverjetneje je to tudi pot, kjer bomo morali nadaljevati. Ker sem rekel, da bom zelo hiter, še mogoče nekaj izhodišč za samo razpravo. Kakšno je pravzaprav stanje pri nas? Število hektarjev obdelovalnih površin na kmetijo se povečuje, kar bomo rekli, da je dobro, ali pa tudi ne. Skupno število hektarjev se je zmanjšalo. Število hektarjev varovanih območij se povečuje. Število živali na kmetiju se povečuje, vendar se število kmetij in skupno število živali v Pomurju zmanjšuje. Zmanjšuje se število malih do 4,6 hektarjev velikih kmetij
oziroma kmetijskih gospodarstev, povečuje se število dopolnilnih dejavnosti in alternativnih kultur ter ekološke pridelave, o kateri bo pozneje nekaj več govora, povečuje se število mladih kmetov, povečuje se število hektarjev pokritih površin, kar je prav tako velik delež dodane vrednosti, in pa črpanje neposrednih plačil in investicijskega denarja poteka v skladu s pričakovanji. Toliko mogoče kot izziv za samo razpravo. Hvala. Hvala lepa direktorju Kmetijskega zavoda. Ta zadnji slajd si je vredno zapomniti z vidika krožnega gospodarstva, torej zmanjšujejo se nam viri, zmanjšuje se nam obseg kmetijskih zemljišč, zmanjšuje se nam tudi število živali v regiji, ki je nekako v osnovi za neko kroženje hranil nujno in nujno potrebno. Pa še kaj bi se dalo iz teh številk razbrati, pa ne bo to izziv za razpravo. Prehajamo k naslednjemu govorcu, to bo Aleš Štuhec, mlajši iz Volenečic, ki bo predstavil kmetovanje na svoji kmetiji. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani in v imenu naše kmetije. Naša kmetija se slišimo, ja. Naša kmetija se nahaja na prleškem delu, se pravi na desnem bregu reke Mure, pravzaprav v Ščavniški dolini. Za ta del veste, da je bilo zanimivo, da je v preteklosti pač malo drugače potekalo kmetijska politika. Tam so kmetije kar malo večje, seveda bile včasih. Tudi razvoj kmetij na tem območju je sedaj malo počasnejši kot mogoče na drugih območjih. Za primerjavo, naprimer, takoj po osamosvojitvi, se pravi, ko je dejansko maksimum bil ukinjen, je v naši vasi, naša vas šteje 30 hiš, v tej vasi je 22 kmetij, ki so se ukvarjale samo s čistim kmetijstvom, se pravi, celotne družine so se preživljale s kmetijstvom. In takrat, ko je bila tudi v tej vasi prva v Sloveniji opravljena denacionalizacija, je bila tam povprečna kmetija velika 18 hektarjev. Se pravi, pri 30 hišah, 22 kmetijah v vasi za tako posestno strukturo, vse kmetije so imele tam od 10 do 15 krav molznic, celotno pitanje govejih pitancev, potem tudi do 10 plemenskih svin, prodaja nekaj žit, pridelava sladkorne pese. To so bile vse približno iste kmetije in na takem območju se je zelo težko razviti v 200, 300, 500 hektarsko kmetijo. Tako da, kot sem rekel, že takrat je 22 kmetij se čisto ukvarjalo z kmetijstvom. Se pravi, naša kmetija ima zelo dolgo tradicijo, se pravi, že v teh prvih katastrih je ta priimek Štuhec in pa Žobotovi po domače dejansko zapisano takrat pred tolikimi leti, se pravi, ko je bil prvi katastr, smo imeli nekje okrog 7 hektarjev kmetijskih površin v njivah, gozdovih, vinograda nekaj in pa travnikih. Od takrat se je kmetija pač tudi stalno povečevala, tako v poljedelstvu kot v živinoreji in pa tudi v gozdu, ki pa je večinoma prihajal zraven, ko so pač kakšni v sorodstvenih vezah opuščali kmetijstvo. Zadnjih nekaj več kot 100 let je bila na kmetiji pravzaprav vedno prisotna dopolnilna dejavnost. To je bilo mlatilničarstvo, žagarstvo, mlin, strojne storitve, v zadnjem času pa je to tudi pač sončna elektrarna, tako da je kmetija vedno ob kmetijski dejavnosti v zadnjih teh letah, 100 letih dejansko se ukvarjala še tudi z neko dopolnilno dejavnostjo. Zdaj, značilno je tudi to, da so še prisotna skoraj vsa tehnična sredstva v zadnjih 150 letih, od starih mlatilnic do starih vozov še z lesenimi osmi in tako naprej, tudi od kočije do sani, vse to še je v bistvu prisotno. In pa veliko dokumentarnega gradiva, približno tam od
leta 26 se pri nas že vodi neko knjigovodstvo ali dnevniki in je to kar precej zapisanega. To je naša, se pravi, kmetija. Na kmetiji nas živi 7 družinskih članov, se pravi moj oče pa mama in pa moja družina, se pravi 3 otroki in pa žena. Zdaj, podatki o kmetiji, 7 članov nas je in od tega se pravzaprav nobenen ne ukvarja izključno s kmetijstvom, da bi od tega živeli. To ni samo za našo kmetijo značilno. Če se nekaj, da je bilo pred 25 leti 22 kmetij, ki se je čisto ukvarjalo s kmetijstvom, jih danes lahko preštejemo na eno roko, pa še eno prst zraven. Se pravi 6 se je ukvarja izključno s kmetijstvom in še 2 kmetiji sta taki, kjer je samo en človek na tej kmetiji, zato ker so pač se niso poročili in dejansko kmetijstvo se verjetno ne bo nadaljevalo na teh kmetijah. Tako da je trend pri nas, vse posod je to, mora biti zraven ali služba, ali se pravi nekateri so opustili, so pač dali v najem. Pri nas so se kmetije zdaj približno povečale tako, da so nekje enih 25 hektarjev povprečna kmetija, dosti več pa ne. In to vse, se pravi, mogoče enih 15 kmetij, ostale so opustile. Zdaj, mi smo še do lanskega leta, imamo tudi hlev za 50 govejih pitancev, to smo prenovili pred približno 5 leti, zdaj je trenutno ta hlev prazen, ker je pravzaprav proizvodni stroški presegajo dejansko to, kaj lahko zaslužimo na trgu, zato pač pitancev nimamo v hlevu, malo tudi pa malo iz tega razloga, ker je trenutno malo pomanjkanje delovne sile. Se pravi, obdelujemo 43,34 hektarja kmetijskih zemljišč, od tega je lastnih 37,85 hektarjev, 5 hektarov 49 imamo najetih površin in pa 10,20 hektarja imamo lastnih gozdov. Zdaj pridelujemo, se pravi na enih 25 hektarjih pridelujemo žita, okopavine na 15 hektarjih, od žit pridelujemo pšenico, ječmen, tudi rž kdaj, od okopavin pridelujemo predvsem koruzo, nekaj buče, včasih je bila sladkorna pesa, se pravi 10 let nazaj še, potem goveji pitanci, proizvodna električne energije, sončno elektrarno, je ta mala elektrarna, 45 kW. Potem pa imamo še take, včasih sicer so bile to pomembne dejavnosti, danes pa so to bolj hobi dejavnosti, enih 1200 litrov belega vina pridelamo, ki ga polovico približno lahko sami spijemo, pa razstalamo polovico, pa ga moramo zažgati ali pa podariti. Potem imamo še čebelarstvo, enih 320 kg meda pridelamo vsako leto, tako da si malo posladkamo čaj, enega konja kasača, ki je pač v naših krajih neki simbol, in pa gozdarstvo za lastne potrebe. Pri nas vemo, da je tam od 4 do 5 kubikov letno prirast v gozdovih, to je enih 40 kubikov lesa lahko posekamo, ki pa se večino uporabi za drva, sekance, gradbeni les, pa če ga potrebujemo, se pravi, ko obnavljamo kakšne objekte. Zdaj, če malo pogledamo, se pravi, kmetijo kot smislu tega krožnega gospodarstva, to tematiko, ki jo imamo danes, če pogledamo kmetijo, ne vem, pred 150 leti nazaj, je praktično kmetija bila popolno krožno gospodarstvo. Se pravi, vsi ti viri, pridelava hrane kot osrednja, zaradi česa pač kmetijstvo je, vsi ti viri so dejansko mogli biti zagotovljeni na kmetiji. Kroženje hranilnih snovi, se pravi, ki jih je pač potrebovalo se za pridelavo žit, se pravi hrane in pa krme za živali, je trebalo pač krožiti, se pravi. To so seveda delali na zelo različne načine. Kmetija je bila od zemljišč, se pravi, imeli so toliko pa za naprimer 3 hektare ali pa 4 hektare njivskih površin, na katerih so pridelovali pšenico in koruzo, so morali
imeti tudi toliko približno travnatih površin, kjer so pridelali voluminozno krmo za živino, od katere so pač te pridelke nekaj prodali. Ta živina je tudi pomagala pri obdelavi kmetije. Se pravi, organska gnojila pa so služila kot hranila za pridelavo pšenice, naprimer, ali pa koruze ali krompirja. Seveda pomemben je bil tudi kolobar, ker s kolobarom so se v bistvu ta hranila enakomerno izkoriščala in pa tudi enakomerno, se pravi, vračala v tla. Potem drugo je bilo kroženje energije, se pravi tudi energija, se pravi takrat se ni dalo pač elektrike dobiti po žici, tudi nafte ni bilo, se pravi tudi energija je mogla krožiti v kmetijskem gospodarstvu, se pravi s pridelavo krme so se hranila živina, tudi ljudje, ki so pač to fizično obdelali. In pa tudi kroženje ostalih resursov, tudi seme, sadike, živali, vse v bistvu. Prvo kot prvo je trebalo poskrbeti seme za setev za naslednjo leto. Se pravi, tistega se ni smelo pojesti ali pokrmiti. Se pravi, tako da je kmetija pred 150 leti bila pravzaprav eno krožno gospodarstvo. Ampak ne pravim tega, da bi zdaj mogli iti nazaj na to, ampak iz tega mislim, da se lahko precej naučimo. Danes je v bistvu za pridelavo hrane pravzaprav so čisto enake snovi potrebne, kot so bile včasih. Ampak za to, da bi bilo popolno to krožno gospodarstvo, pa je vprašanje, ali je to v okviru kmetije, ali mora biti to v bistvu v okviru širše. Ne vem, zdaj, krožno gospodarstvo v Nemčiji se lahko naredi na območju cele Evrope, ker so te razdalje potem preveč velike. Jaz mislim, da krožno gospodarstvo lahko funkcionira samo lokalno, ko v bistvu te kroženje hranilnih snovi, kroženje energije in pa vseh ostalih resursov nima preveč dolgih poti in pa se pravi tudi naprimer seme, sadike, živali, to vemo, da pač morajo biti prilagojene našemu okolju, kot tudi ostale stvari. Tako da zdaj, in kako to krožno kmetijsko gospodarstvo pravzaprav v kmetijstvu narediti. Za velika kmetijska podjetja to niti ni tako težko. Na enem predavanju, ki je imel ta lastnik Mirko Ervačič, grupe Osetine na Hrvaškem, zelo zanimiva zadeva. Zelo zanimivo je človek povedal, je agronom, pa bi se rad ukvarjal pač z nekim agronomskim poslom. Pa je šel gledat velikih poljedelskih kmetij, pa si je izračunal, pa je rekel, tu jaz ne morem nič zaslužiti. Pa je šel gledat velikih farm, pa si je izračunal, tu ne morem nič zaslužiti. Pa je šel gledat velikih rastlinjakov, pa si je izračunal, pa tu ne morem zaslužiti. Pa je šel gledat bioplinskih naprav v Slovenijo. Pa tam si je izračunal, ka nič ne more zaslužiti. Tebe začela študirati, pa je rekel, kaj pa če bi jaz to vse delal? In res, zdaj ima 4 lokacije, je rekel takrat, 3 lokacije so take, da ima 2000 glav goveje živine na enem mestu. Se pravi, 700 molznic z celotno potem rejo. 2 megavata to elektrarno bioplinsko, 10 hektarjev rastlinjakov, potem za gojenje gob in pa 500 hektarjev zemlje okrog te lokacije. In to je v bistvu krožno gospodarstvo in z vsemi temi sinergijami pravi, da v bistvu pa zasluži. Se pravi, goveja živina prideluje na njivah, prideluje krmo za govejo živino. Nekaj krme je pokvarjene in pa se pravi organska gnojila uporablja v elektrarne. Tudi iz rastlinjaka vsa odpadne snovi uporablja v elektrarni. Tam proizvaja elektriko in toploto za poleti ali pozimi za ogrevanje rastlinjaka, poleti za hlajenje substrata, na katerem goji gobe. Se pravi,
iz te bioplinske elektrarne prideluje tudi substrat za gojenje gob in pa gnojila za potrebe celotnega, se pravi tistih 500 hektarjev kmetijskih površin, na katerih prideluje. No, se pravi, to za velika kmetijska gospodarstva mogoče je možno. Kaj pa za male kmetije, se pravi za kmetije, kot so naše, povprečna kmetija v Sloveniji je, mislim, da okoli 7 hektarjev, tu pa je že malo težja naloga, ne? In take kmetije pač ne morejo se tako organizirati, da bi bile, se pravi, da bi imele tako krožno gospodarstvo, zato je pač, mislim, da edina možnost, da se to organizira preko zadružništva. Mi imamo zelo dober zakon o zadružništvu in te zadruge dejansko so odgovor na vse tisto, kaj je bilo že danes povedano, skupna raba tega, skupna raba onega, skupno to in pa tudi uvedba vseh teh novih tehnologij, od možnosti uporabe pač bioplinskih elektrarn do možnosti uporabe vseh pridelkov in pa surovin iz kmetijstva. Toliko iz moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Štuhecu za predstavitev njegove kmetije in pa njegov pogled na krožno gospodarstvo z vidika kmetije in pa nekoliko širše. Naslednji govorec bo gospod Rok Šiftar, inovativni mladi kmet Pomurja za leto 2016, ki se ukvarja z ekološko kmetijo, v bistvu gre za največjo ekološko kmetijo v Pomurju, tako da Rok, prosim za predstavitev tvoje kmetije in pa tvoj pogled na to problematiko. Hvala lepa, pozdravljeni še v mojem imenu, kot so me pač napeljali, vam moram predstaviti ekološko kmetijstvo v Prekmurju. Pa sama kmetija je razdeljena na 3 kmetijska gospodarstva pri nas. V prvem pogledu zaradi obremenitev živine, zaradi vseh razpisov, zaradi tega. Približno smo spravili v ekološko slabih 200 hektarjev, da imajo kmetijska zemljišča ekološki status. Ta zgodba se je začela leta 2006, ko smo začeli preusmerjati zemljišča. Ker pa je bilo vedno novo povpraševanje po ekoloških izdelkih in vsem smo to stvar večali. Zdaj pa že tako daleč prišlo tudi zaradi samega upada kupne moči pa vsega, da verjetno v naslednjih letih ne bomo povečevali preusmeritve v ekološko kmetijstvo. Saj na koncu pride pridelki niso tako čisti, zaradi se ne sme upravljati fitofarmacevtska sredstva in te stvari, plus tega je vpliv z tujine tako velik, da se po dokaj ugodnih, skoraj konvencionalnih cenah uvažajo te surovine. Zdaj najboljše imam ene kmetijskem gospodarstvu, ki ima približno 50 hektarjev, pa mi dela zaradi povezanosti pa zaokroženosti dosti boljšo računico, kot naprimer drugo, ki je 100 hektarsko. Saj tam sem bil prisiljen zaradi viška vseh teh pridelkov pa nečistih, ki nastane v čiščenju, da smo naredili neke hleve za drobnico in te stvari. Ker v tem vse ta odpad tam lahko pokrmim, pa če na koncu meso prodam, je pač res, da ni to finančno v primerjavi velik dohodek, je pa to čist dohodek, čisti dobiček je to, ker sem nekje že vložil, da smo pridelali te pridelke, potem krmo smo pa zaradi velikih stroškov košnja in sušenja smo se pač odločili, da detelju in te travne mešanice, ki žanjamo, jih s kombajnom spuščamo v redi in sploh več ne kosimo travnikov, ker samo tisto stvar zbaliramo in potem, čeprav je slabše kvalitete krma, je samo spravilo toliko ceneje, da prinese to boljšo stvar k temu. Prav tako, glede teh subvencij, pa vsi mi reče, ja, Šiftar, ti tako sploh ne veš, kje imaš njivo, 5 let je nisi videl, pa take stvari. To glih ne vem, tako ne bi držalo, ker če se na koncu preračuna, so nas malo omejili. Kolobar je potrebno naprimer izvajati, pa ni plačan, prav tako tudi pozelenitev, pa teh stvari ne moramo uveljavljati, kar se veliko sliši, da dobiš ti ekološki dodatek, vendar če preračunaš, da bi lahko nekaj intenzivno delal, pa bi ti vsaj tam neki, če 10-15% pozitivno računico tisto prineslo,
skoraj se izniči ta razlika, ki ti ostane med ozelenitvijo, ki jih lahko tam uporabljaš in uveljavljaš in jih dobiš plačano, tu v tem primeru je pa ne dobiš. Potem, kaj naprimer smo z parimi kmetom in žitom smo ustvarili to društvo ekoloških žitarjev, čez katero se proda 80% surovin pod blagovno znamko Natura 2000. To je še nekako slovenska tako najmočnejša ekološka veja, da se te trgovine prodajajo večinoma ekološki izdelki, čeprav tudi samo žito potem išče stojine cenejše pridelke in te stvari, da se potem dobiček ustvarja in računico. Je tudi dejstvo, da za promocijo uporabljajo slovenske kmete in ideje, potem pa tudi zadaj je mogoče 40% teh stvari uvoženih še na koncu. Zdaj, kaj vam še najprej? Na sami kmetiji imamo tudi registrirano oljarno in dopolnilno dejavnost. Zdaj, glede tega je tako, problem je, da vsi ti papiri in dokumenti to toliko stane, da moraš vsako leto zagotavljati določeno količino samih bučnic in predelanega olja, da to sploh pokriva vse te stroške, kar je še za manjše stvari tudi vprašljivo. Potem, kaj še ne vem, PowerPointa ni tako da. Kaj še od te nekaj sem hotel, ja. Je pa problem, ko sem rekel, tudi sama kupna moč pada teh trgovin in mislim, da ekološko, čeprav promovirajo tudi z Britanije, sem dobil informacije, da se pač te stvari znašujejo, da se kaj dogovarjamo, ker enostavno računsko in to je tudi ta stvar zelo vprašljiva potem take. Hvala lepa, Roko, za zelo iskreno, bom rekel kar izpoved in pa zelo iskren pogled na področje ekološkega kmetijstva in to ne na področje kmetije, ki jo imamo za hobi ali pa butično kmetijo, ampak s pogleda ekološkega kmeta, ki se uvršča med največje pomurske kmete. Največji pomurski kmet je pa seveda gospodarska družba, in sicer Panvita kmetijstvo, katere direktor je danes tudi tukaj z nami, gospod Branko Virak, in prosil bi ga za predstavitev vizije skupine Panvita kot pomembnega ponudnika hrane na slovenskem in evropskem trgu. Prosim. Spoštovani, lahko povemo že dober večer. Lepo pozdravljeni v mojem imenu, v imenu skupine Panvita. Hvala evropskemu poslancu, da si je vzel tudi gospodarsko družbo, da vam lahko predstavi svoje poglede na kmetijstvo v prihodnje. Kajti današnja tema krožno gospodarstvo, tako kot je prej že gospod Štuhec povedal, se na, lahko povemo, rednih kmetijah, kar delniške družbe vsekakor so, odvija že stoletja pravzaprav. Skupina Panvita, verjetno jo vsi poznate. Danes je to eden od največjih proizvajalcev hrane v slovenskem prostoru. Proizvajalec hrane in sicer po integriranem načinu, se pravi, ima verigo dejavnosti od poljedelstva, proizvodnje krme, živinoreje, preko predelave mesa in mesnih izdelkov, vsekakor pa tudi vzporedno dejavnost, kjer poskrbimo za vse stranske produkte, ki nastanejo pri vseh proizvodnih procesih, da jih nekako na koncu zapakiramo oziroma jih predelamo v električno energijo, ki jo ponudimo slovenskim potrošnikom, po drugi strani pa tudi nastane del gnojila, ki ga seveda s pridom uporabimo na svojih poljedelskih površinah. Se pravi, v poljedelstvu skupina Panvita obdeluje 4000 hektarjev, na njih proizvajamo žita, oljnice, koruzo, vrtnine, zelenjavo. Produkti oziroma pridelki iz te dejavnosti grejo v 3 smeri. In sicer en del se preko mlinarjev in oljarjev ponudi potrošniku, drugi del se kot direkten produkt ponudi slovenskemu potrošniku, to so vrtnine, zelenjava, tretji del se pa preko predelave v
krmne mešanice, kjer proizvajamo krmila za govejo proizvodnjo, prašiče in pa perutnino in nekaj drugih rejnih živali, se potem preko živinoreje, lastne živinoreje, ki jo imamo v sklopu in sicer prašičev in pa tudi perutnine, preko mesa in mesnih izdelkov ponudi slovenskemu trgu. Tako preko svojih lastnih prašičerej in tudi piščančereje, kakor tudi preko kooperantov ponudimo slovenskemu trgu približno 16 tisoč ton mesa in mesnih izdelkov, predvsem slovenskemu trgu. Je pa tudi približno 6% mesnih izdelkov namenjeno izvozu, zaradi, kot je bilo omenjeno, čim krajših teh poti, nekje v radiusu 100 do 200 km, se pravi v evropske države in tudi nekaj države bivše Jugoslavije. Pri mesnih izdelkih imamo vsekakor vpeljane oziroma odobrene vse certifikate, ki so nujno potrebni za slovenskega potrošnika, tako IFFS standard oziroma certifikat, halal standard, potem vse okoljske ISO standarde in pa seveda, kot ste slišali, v lanskem letu je praktično pri perutnini ta najvišji standard, izbrana kakovost, ki se ga poslužujejo sedaj oziroma ga podpira tudi Slovensko kmetijsko ministrstvo. Jaz mislim, da bo ta nadzorovana hrana pripeljala do tega, da bo slovenski potrošnik še bolj osveščen in bo posegal po slovenskih produktih oziroma izdelkih, kajti vemo, da ima to nekako multiplikativen učinek povratno nazaj, predvsem na lokalno okolje, kjer živimo, saj ta hrana, ki jo ponudimo slovenskemu potrošniku, ne prepotuje tisoče ali pa stotine kilometrov, ampak je tukaj čez Muro, v Ljubljano oziroma tu okolici takoj po par kilometrih na razpolago, medtem ko hrana, ki prepotuje kilometre, je že ali v hladilnikih dozori do konca ali zamrzne do konca in se potem v slovenskemu potrošniku po dampiških cenah ponudi kot neki tako imenovani cenovni nadstandard, da ne bom narobe razumen, kot cenovni nadstandard in seveda zaradi pač stiske take, kot je v slovenskih razmerah, se mnogo potrošnikov potem odloča za to. Ker pa se zavedamo, da je vse več nekako ali pa vsaj večji del slovenskih potrošnikov ali pa potrošnikov v evropskem delu se zaveda, da je potrebno vse bolj osveščenje kmeta, kmetije, podjetja do produkta oziroma do resursov, katere izkorišča, se tudi mi vsaj že 7 let ukvarjamo z ekološko pridelavo. V ta namen imamo cirka 80 hektarjev ekoloških polj. Potem pa smo v lanskem letu pričeli tudi z ekološko prirejo prašičjega mesa in ekološkimi piščanci. To smo pred novim letom oziroma pred 2 meseci začeli ponujati slovenskemu potrošniku, vendar v majhnem obsegu, kajti vemo, da ta hrana je, kot je prej Rok omenil, dosti dražja, kajti je proizvodnja take hrane cenovno vsaj enkrat dražja, tako da si to lahko privošči le malo kateri potrošnik, predvsem tisti, ki se zaveda oziroma je osveščen, da ve, da uživa hrano, zdravo hrano, ki bo dolgoročno tudi njemu vrnila ta vložen denar v produkt, ki ga je po dragi ceni kupil. Vizija skupine Panvite je ostati vodilni proizvajalec hrane v slovenskem prostoru, v srednjeevropskem prostoru, se pravi si pridobiti večji tržni delež, vsekakor ohraniti sonaravno kmetijsko proizvodnjo, predvsem pa povečati sodelovanje z okoliškimi kmetijami, okoliškimi kooperanti. Danes lahko povem, da sodelujemo s približno 2500 kooperanti. To sodelovanje želimo nadgraditi, saj vidimo, da tu je še možnost, predvsem v vrtnarsko-zelenjavni proizvodnji in s tem bomo vsekakor
to, kot sem v začetku omenil, da mi imamo krožno gospodarstvo v velikem obsegu z svojimi 3 bioplinarnami, praktično poskrbimo za čisto okolje, kakor tudi vsaka kmetija doma poskrbi za čisto okolje in mi želimo tej vsaki kmetiji za eventualno nastale odpade, kakorkoli, ponuditi priložnost, sodelovanje in jo integrirati v naš sistem. Vemo, da je to težak postopek oziroma proces, ampak se zavedamo, da samo na ta način bomo lahko ohranili, kot je prej gospod Slavko v začetku povedal definiciju krožnega gospodarstva, za mene obstaja samo ena, ne pozabite, resurse, na katerih delamo, smo si sposodili od naših naslednikov. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Viragu za pogled skupine Panvita kot res enega pomembnih ali pa najpomembnejšega predelovalca hrane v tem okolju. Ta prvi krog bo zaključil evropski poslanec in mu predam besedo. Izvoliš. Hvala. Jaz si namenoma tudi nisem pripravil PowerPointa, ker bom želel na nek način v tej predstavitvi si drzniti pa narediti malce refleksije na to, kar smo slišali, pa to v primerjavi s temi izzivi na področju kmetijstva, okoli katerih govorimo tudi na odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Sam vidim enega in tudi v parlamentu dosti o tem govorimo kot enega ključnih izzivov za naprej, najprej spostaviti eno dobro sobivanje med kmetijstvom, družbo, okoljem in to sobivanje na večjih ravneh in eno od teh stvari je tudi, da govorimo o krožnem gospodarstvu, o pomenu in pa vplivu, ne vem, na okolje in podobno. V nadaljevanju sobivanje znotraj sektorja. Velikokrat je cela vrsta dilem in tudi sam, ko govorim z različnimi kmetici, neko rivalstvo čutim ali pa mnogokrat nepotrebno, ne vem, med biodinamičnimi kmeti, med ekološkimi kmeti, med tisti, ki imamo, ne vem, integrirano predelavo, konvencionalno predelavo in eno zavedanje, ki je, mislim, da ga mirno lahko v slovenskem tipu kmetijstva rečemo, da imamo enega od okolju bolj prijaznih kmetijstv tudi znotraj evropskega kmetijskega prostora, ki je sicer, kar se tiče rabe teh virov v tudi svetovnem pogledu, eno najprijaznejših do okolja, ob nekaterih pomanjkljivostih, ki jih imajo predvsem najbolj intenzivne kmetijske države, ki so v preteklosti dosti več teh stvari vlagale v sektor. Mislim, da to je ena od ključnih stvari, da znamo tudi v slovenskem prostoru to sobivanje narediti v družbi, kot sem že delal najprej z okoljem, potem znotraj sektorja in nenazadnje ljudem, ki mnogo ljudi vedno manj pozna kmetijstvo, prakse, ki se ukvarjajo, jih kvalitetno predstaviti, kaj počnemo, kajti mnogokrat pridemo tudi do takšnih ekstremov, ne vem, da že slišimo, da tisti, ki uporabi pesticid ali pa celo že gnojilo za struplja in ne vem, kaj počne. Jaz mislim, da tukaj je cela vrsta stvari, ki jih bo potrebno spregovoriti, hkrati pa slediti to, kar smo v uvodu dejali. Mi bomo te vire morali vedno bolj smotrno izkoriščati in tudi na nek način kakšno prakso mogoče še opustiti, vendar pa dobro poznavanje teh tem in soustvarjanje tega sobivanja v prostoru, dobiti na nek način družbo ljudi, potrošnika za svojega zaveznika in takrat mislim, da bo kmetijstvo bolje. Drugo, kar je sledenje tehnološkemu napredku. Danes se zelo hitro stvari spreminjajo na najrazličnejših področjih. Imamo na eni strani, ne vem, na številnih tudi slovenskih kmetijah že robote, ki dojijo krave, imamo, ne vem, če hočete, traktorje, kjer se nastavi, ne vem, ali medvrstna razdalja ali se celo brez pravzaprav voznika že lahko vozijo. Imamo na drugi strani, ne vem, cela vrsta tehnologij, senzorjev, drone, ki bi ne ugotavljali stanje, zdravstveno stanje, se pravi bolezni in škodljivce na poljih in podobno in na nek način bo tu velik problem, kako tem trendom slediti oziroma kako se organizirati, da bomo del teh tehnoloških novosti lahko prenesli tudi na kmetije. In to mislim, da je eden od večjih izzivov generalno v slovenski družbi za vse tiste, ki so na nek način nadgradnja kmetijstva od
če hočemo svetovalne službe preko srednješolskih sistemov, preko univerz, in mislim, da bomo tu morali po mojem narediti še neko specializacijo, znanje več, in da imamo danes te resurse v Sloveniji preveč razpršene in bi mogoče s tem, da dobimo neke specialistične skupine za neke področje in vemo, kdo je tisti najboljši v državi, večjo učinkovitost sistema narediti. Se pravi, na področju tehnološkega znanja, tako strani, kako se zorganizirati, da bomo te nove tehnologije lahko uvajali in jih tudi kupili, kje jih bomo lahko, po drugi strani pa čist direktni transfer znanja, mislim, da so velike naloge na nas. Na področju nove skupne kmetijske politike, v katere se že zdaj govori, se pravi za to, kako bi naj bilo po letih 2020, je zdaj prva ena taka debata, kako uporabljajo ta izraz, kako se je ta kmetijska politika prijela. Veliko je debata okoli ozelenitve, je dosegla cilje, ni dosegla cilje, vedno se govori veliko o preveč birokracije, komisar Hogan je celo pozval tako ministre kot nas poslance, ki smo v odboru, naj damo predloge, kje poenostavljati zadeve, ugotoviti tudi mogoče, kje države preveč zakomplicirajo, pa mogoče niti direktiva Evropske unije ni tako stroga, kot jo mogoče tolmačimo doma, in enostavno poskušati zmanjšati ta birokratski del. Kar se tiče drugih stvari, je eno od ključnih vprašanj upravljanje s tveganji. To imamo tveganja, ki so povzročena bodisi strani vremenskih pojavov, suše, toče, pozebe. To je 1% samo od skupnega evropskega denarja se danes uporablja za te namene. Ameriška kmetijska politika, ameriški farmer bill je račun ta kmetijski, ima 85% vseh sredstev usmerjenih bodisi za največ za zavarovanje, imajo med 85 do 95 odvisno države delež zavarovanih površin, pri nas je dosti nižji, in tu mislim, da bo potrebno temeljito razmisliti v luči teh klimatskih sprememb tako na zavarovanje kot na aktivno politiko od tega, kar ste tudi v Panviti naredili, ne vem, naprimer na področju namakanja protitočnih mrež, in tu je eno teh ukrepov, ki mislim, da bo moral naša kmetijstva se dosti dotakniti. Tveganja druga so na trgu. Zdaj vidimo ta velika nihanja cen kot enega ključnih problemov današnjega časa. Ne vem, nafta lahko najbrž niha od $25–30 do $100, pa tisti, ki črpajo nafto, to preživijo, medtem ko kmetje zelo težko s ceno, ne vem, 20–22 centov na liter mleka. In tu je zdaj ocena, ali ni za bodočo kmetijsko politiko večji del sredstev treba nameniti in tudi imeti aktivne ukrepe, kjer se bodisi ali z nekimi nadomestili ali pa tudi za ukrepi za, ne vem, preusmeritve kmetij in podobno, kar se zdaj je dogajalo na mlečni proizvodnji. Ena ocena je, da bi bilo najbrž potrebno tam nekje 20–30% kmetijskih sredstev preusmeriti v te zadeve in na ta način tudi tistim, ki so proizvajalci hrane, znati odgovoriti za to, da bodo panoge obstale, kajti danes je, kot vemo, večina denarja razdeljenega na te ukrepe, ki temeljijo na hektarsko površino in pa na neke principe obdelave na teh površinah. Velik izziv, ki je tako pri nas doma, ki ga tudi minister naslavlja in tudi v Evropski uniji, je problem teh odnosov v prehranski verigi. Tu je zdaj gre razmislek v to smer, ali ni prišel čas, da bi v Evropskem parlamentu določili, kaj so te nepoštene trgovinske prakse in iz tega ven tudi potem določili zakonske okvire za sankcioniranje. Španci so že šli tako daleč, da so doma uzakonili, kaj so nezakonite prakse, in na nek način ta fair trade, ki ga imamo zapisanega na čajih, na kavih, mogoče še na kakšnem litru mleka, kili svinine in pa teh zadevah tudi zaznati in ga znati odreagirati. To, kar je bilo danes že tukaj rečeno, sledenje porekla, potem tudi blagovne te znamke kakovosti so eno od stvari, kjer je ključno, da domač potrošnik prvič dobi zaupanje v ta predelek, da mu temu potem tudi sledi. Te trendi so v Sloveniji relativno gredo v pravo smer in eno od stvari, ki smo jih v Evropskem parlamentu
tudi sprejeli, je to, da se recimo, ne vem, da v zelo poenostavnem pri kili mesa ne bo zapisali, da je pridelek iz Slovenije, če je bil zgolj razkosan pa zapakiran v Sloveniji, ampak naj piše na izdelku tudi, odkot je surovina in da potem ima potrošnik bolj jasen del. Drugo so pa te sheme, ki so zdaj uveljavljene in mislim, da tudi to prava smer kot izvedba zakona o promociji v kmetijstvu. Boljša organiziranost kmetov, jaz mimo tega ne morem, to sem bil tudi kot kmetijski minister, marsikdaj kmeticem predvsem malce ne najbolj zaželjen, ko sem na to opozarjal, ampak še vedno mislim, da je tu en velik manko, ki ga moramo sami odpraviti, kmetici. V nasprotnem primeru bomo to bitko samo še v nadaljevanju izgubljali, ki jo že danes zaradi tudi slabše organiziranosti znotraj nas izgubljamo. Danes sem že v nekaj krogih že omenjal, na področju zelenjadarstva, sadjarstva še vedno nimamo v Sloveniji regulacije za organizacije proizvajalcev, povezave organizacij proizvajalcev, ki imajo potem pravico do 4% od bruto realizacije sredstev dobiti iz evropskega proračuna. Nizozemci, Belgijci, Južni Tirolci imajo skoraj 100% to organiziranost in ne vem, belgijski zelenjadari, sadjari dobijo 60 milijonov vsako leto iz Evropskega sklada, zato ker so pravilno organizirani, pripravijo svoj operativni program, na osnovi katerega lahko za promocijo, za prenos znanja, za infrastrukturo pridobivajo sredstev. Južni tirolski kolegi sadjari so dobili v zadnjih 20 letih preko 400 milijonov evrov evropskih sredstev in danes so svetovni prvaki, če smem temu tako reči, na tem področju. Tako da tu mislim, da so boljša organiziranost. Sam moram reči, da sem kot proizvajalec jabolk vključen v eno od gospodarskih družb, preko katere prodajamo, ker se nam je zadružni sistem na področju sadjarstva v posavskem prostoru sesul in edino na takšen način še vidimo dostop danes tudi do tega mednarodnega trga na področju jabolk, ker smo v Sloveniji tudi v preko 100% oskrbe. Tako da sam vidim te možnosti najprej in prvo in prvenstveno, kolikor se lahko, ne vem, kmetje povežejo med sabo, povežejo tudi s potrošniki v teh kratkih verigah. Tu mislim, da bo tudi možnost, da bodo manjše kmetije prišle do nekaj večjega prihodka, če bodo ta dopolnilno delo doma upravili, pa se na tak način tudi izognili stroškov, ki jih sicer zaračuna trgovina in nazadnje neke bistvene razlike med ceno na trgovinski polici pa med tisto, ki jo dobi kupec pri znanem prodajalcu doma, niti največkrat je težko doseči, včasih pa se celo s tisto maržo, ki se vmes ustvari, da tudi ta zaslužek naredi. Tako da to je prvi del, zadružna organiziranost in pa sam tudi, kot sem že iz lastnega primera povedal, vidim, da tudi takšni nosilci proizvodne, kot je v vašem primeru Panvita ali pa katero drugo podjetje, če nadgradi to zadevo z skupno prodajo pa še s kakšnimi predelovalnimi obrati, mislim, da je pot, ki jo treba narediti in konec koncev smo v preteklosti že tudi veliko imeli ravno v vašem prostoru. Sam sem imam namen tudi v letošnjem letu poizkusiti pridobiti en sredstva za en pilotni projekt, za en projekt mobilnosti na podeželju, kjer želimo na slovenskem prostoru preizkusiti in videti ravno na prvem delu, ne vem, mobilnost prodajo izdelkov preko teh mobilnih platform, preko aplikacij, kjer imajo fantje, ki so, ne vem, v Šaleški dolini že z govejim mesom, znanim poreklom, znanim kupcem, ene zametke tega naredili, nadaljujejo. Mislim, da je tu neka priložnost tudi za male kmetije, da se dobro in logistično in sicer organizirajo in da se v okviru tega pojavijo priložnosti tudi za prihodke, ki ni nujno, da je to 100% prihodek, kot se delali, ampak da je tudi za pol prihodka ali pa več na kmetiji. Tako da tu mislim, da je en segment, drug segment mobilnost ljudi na podeželju, mislim, da je tudi nekaj priložnosti, da enostavno to, kar je bilo že rečeno v tej ekonomiji, da je vse preveč teh sredstev uporabljenih oziroma da imajo starejši mnogokrat tudi težave v tej mobilnosti. Tretjič pa tudi mobilnost storitev, kjer ocenjujem, da je ta podeželski prostor zelo primeren tudi za kakšne storitve na področju sociale. Ne vem, ko sem bil župan, smo preračunali, da je pomoč na domu 8 do 10krat bolj učinkovit ukrep kot domska oskrba, naprimer z vidika javnih financ in da je konec konca tudi za ljudi to bolj
prikladno. Govorimo o stvareh, ki mislim, da bodo na nek način podeželje počasi spreminjale tudi v tej smeri, da se bo poleg osnovne kmetijske dejavnosti opravljalo vedno več takšnih tudi teh storitvenih dejavnostih in na slovenskem podeželju, ki ga imamo za razliko od mnogih teh držav novih članic, bistveno bolj infrastrukturno opremljenega, tudi v Pomorju, Prekmorju, Prlekiji je, mislim, da mnogo te infrastrukture narejene, postaje zanimiv ta prostor in tudi za te dejavnosti. Tako da v tej smeri ocenjujem, da so neke priložnosti, zelo težko bo, ne vem, bazirati, da bomo, ne vem, samo s poljedelskimi kmetijami imeli 7000 vlog, ker hitro začunamo iz hektarov, da jih prehitro zmanjka. To je tisti vir, ki nam se krči, ne da ga bi lahko več imeli. Zagotovo pa obstajajo te priložnosti še na teh kmetijah za različno to diverzifikacijo. Zanimivo je, da so do podobnih zaključkov in podobne usmeritve prihaja tudi znotraj Evropske unije in ni več tistega trenda, kjer bi vsi želeli samo, da bo, ne vem, iz 60, 80, 100 hektarov, ampak na nek način ugotavljajo, da bo se te trendi obrnili in da bo na ta način se pojavljale neke nove storitve. Ključno, kar pa je pa to, kar čestitam Roko za dejavnost in pa za pridnost, ko sem mimogrede slišal, da 3 to vse upravljate, ste tudi pridni na kmetiji, mladi prevzemniki. Jaz sem zelo ponosen, da je Slovenija v prejšnji finančni perspektivi 3500 mladih prevzemnikov prevzelo kmetijo. Upam, da vas bo še čim več in da bo s prihodom tudi mlajših na kmetije tudi prenos tega znanja in pa te nove inovativne stvari, ki prihajajo na nek način malce zanihale to kmetijstvo in da ga naredile nazaj bolj zanimivega za mlade. Ena od stvari, ki mislim, da je pozitivna, je to, da je zavedanje ljudi in iskanje znanega porekla, kvalitetne hrane vedno večje, tudi med mlajšo generacijo, če to, ne vem, danes med 35-40-letniki še ni bilo toliko zaznati, je danes med generacijo 20-30 let to vedno več čutiti in mislim, da so tudi naše priložnosti, seveda pa tudi v povezavi s turizmom, ki mislim, da ga imate v tem prostoru zelo veliko in vkolikor bi se tu tudi neki krogi naredili okoli teh turističnih kapacitet in pa da bi znali to na prav način prodati potrošniku, vidim te priložnosti. Toliko z moje strani, vse skupaj, kar govorimo, je krožno gospodarstvo, ker govorimo o kmetijstvu, mislim pa, da je prav, da imamo nek fokus, v katero smer tudi ocenjujemo in te trende nam je magistra Ladeja v začetku predstavila, znotraj tega kmetijstva pa mislim, da je tudi cela vrsta priložnosti, niso enostavne, ampak tisti, ki smo na kmetih rasli, smo bili vedno vajeni tudi trdega kruha in smo ga znali si ustvariti. Hvala lepa.